V ozkih ulicah starega mestnega jedra Ljubljane se skrivajo številna zanimiva družinska gnezda. Tokrat smo se odpravili na Gregorčičevo ulico, kjer si je svoje družinsko gnezdo, skupaj s partnerko in hčerko, uredil rokodelec Miran Pešič Pešo. Poznamo ga po skrbno oblikovanih unikatnih lesenih izdelkih, zato smo še toliko bolj radovedni, kako unikaten je njegov dom. Mala terasa sredi Ljubljane. Dejansko smo jo našli. Ampak v tem malem skritem gnezdu se bomo posvetili predvsem ustvarjalni energiji in mnogim unikatnim kosom, ki jih v tem stanovanju dobesedno mrgoli. Venja in Miran oziroma Pešo, živjo, povejte nam prosim, kakšna pot vaju je vodila semle gor do tega vajnega malega in malo tudi lesenega raja? Ja, cirka 15 let nazaj smo se preselili v stanovanje v tej isti hiši v drugem nadstropju, v kateri smo dolgo časa zelo uživali, ne. Čez čas nam je pa majčken stiska malih razmišljanj pognala, da smo začeli se spogledovati to podstreho, ki je v tej isti hiši. In seveda, kako zdaj do te podstrehe priti in si izdelati tam stanovanje, ne. V podstrehi v starem mestnem jedru je sanjsko živeti, ampak pride pa zraven tudi katera praktična taka prepreka. Kako ste s temi tukaj? Teh praktičnih preprek dejansko ni, radi hodimo visoko po stopnicah. Najbolj važno nam je, da imamo sonce, da imamo pogled na grad. So pa bile razne zagate s tem, kako, ker to je bila dejansko neizdelana podstreha. Ampak nam je ogromno pri tem pomagal arhitekt Jernej Prijon. On je dejansko videl v tem tak velik potencial. Tudi to, kako se da narediti teraso zunaj. Predvidevam, da je šlo kar za korenito prenovo. V kakšnem stanju je bilo to prej? Ja, to je bila neizdelana podstreha, to se pravi, gor ni bilo nič, ne. Tudi gabariti so bili dosti nezanimivi, ne. In s to temeljito prenovo so se najprej gabariti povečali, kar je seveda spomeničarji so dovolili. Potem pa vse, kar je noter, je bilo treba izdelati na novo. Nov strop, nov poden, nova konstrukcija strešna. Komplet, kot da bi zidal novo hišo, ne. Kar je bilo na nek način prednost, se smo lahko izkoristili pol dejansko vsak kotiček, ki se ga je pač dal, ne. Imate oceno glede stroškovnika, koliko je prišla prenova tele mansarde? Zdaj samo fizično same podstrehe, to se pravi, da so staro streho podarili in vse kompletno naredili na novo, to se pravi vodovod, stene, okna, izolacija, konstrukcija sama, recimo poden. Tako da stanovanje funkcionira v smislu brez opreme, smo nekje okvirno ceno 1800–1900 evrov na kvadraten meter, pa seveda vse ostale stvari, ki smo jih pa sami delali noter, to pa nismo niti obračunavali. Že na prvi pogled je jasno, da v stanovanju kraljujejo Miranovi leseni izdelki. Zanimalo nas je, zakaj je vsak stol drugačen, in dobili smo pojasnilo, da so to 5 stoli. Pešo navadno za stranko izdela po 4 stole in pri izdelavi se zelo naveže na obliko, zato večkrat naredi še 5. stol, ki ostane doma. Velik predalnik kraljuje v dnevnem prostoru. Lesen je tudi kuhinjski pult, pa klop ob jedilni mizi in še bi lahko naštevali. Svoje rokodelske spretnosti je Pešo gojil že od malega. Začel pa ni z lesom, na začetku je veliko šival in sestavljal različne koščke usnja. Po naključju je nastal njegov zaščitni znak, hrošč rogač, ki ga, če je le možno, vkomponira v svoje izdelke. Les pa je material, ki mu je nekako najbolj prirasel k srcu in pri njem vztraja. V stanovanju ni lesenega kosa, ki ne bi šel skozi njegove roke. Tudi starinsko omaro v kuhinji je moral popraviti in predelati. Tako preprosto je to, če je dober rokodelec pri hiši. Ampak zdi se, kot da vas posebej navdihujejo nepravilnosti v lesu. Ja, tako, to mi je zelo všeč, če je les nepravilen, to se pravi, da je nekako zahteva, da ga pustiš takega, kot je, ne, da ga ne bi spreminjal oziroma ukolupil neke ravne linije. Seveda, težiš k ravnim linijam, vendar tam, ker les tega ne dopušča, z veseljem to prepustim zgodbo. Vidim tukaj eno lepo staro singerco, ki pa se ne zdi, da je ravno nek zgodovinski artefakt, ampak da jo uporabljate. Ja, jo kar uporabljamo redno. Zraven tega imamo sigurno še 5 šivalnih strojev poskritih, ker jih imamo za vse blage, za usnje, za vse. Ker včasih smo veliko šivala, včasih, ko se ni dal kupiti oblek, tudi za hčerko, ko je bila majhna. Zdaj pa bolj popravlja kavbojke, oziroma si jih tudi sam naredi. To je kaj, vajno njegovo delo? Ja, to nekako se strgajo jih zašijem, ne, in seveda, to mi je všeč tak izgled, kavbojk mi je vedno bil všeč, ne, tako da nimam težav s tem, ko se jih treba popraviti, ne.
Je pa res, da, kot je Vena omenila, imamo veliko šivalnih strojev, nekako sem nagnjen k temu, da nikoli nimam dovolj orodja. Orodje mi veliko pomeni, že samo če ga imam. Ne. Se verjetno je za vas kot za rokodelca pravo orodje bistvenega pomena, ne? Kaj vse imate tam? Seveda, veliko imam ročnega orodja, prav tako pa tudi električnega. Nekako v ročnem orodju, to se govorimo o dletih, v obličjih in podobnih reskalih. Z leti nekako neko znanje sem si mogoče skozi delo pridobil, ne? Zdaj se pa preizkušam v obljanju lesa, ne, ročnem, zato ker je to to je pa spet neke vrste umetnost, ne, ki pa jo šele spoznavam. No. Družina je zelo povezana in televizija ni del njihovega vsakdanjika, zato so jo želeli odmakniti od osrednjega bivalnega prostora, da ne bo vse prisotna. Tako je nastal njihov udoben filmski kotiček nekaj stopnic nižje od osrednjega bivalnega prostora. Televizija je skrita, nasproti nje pa udobna rdeča zofa, kot se za hišni kino spodobi. Zelo zanimiva je tudi hčerkina soba, kjer najprej opazimo okroglo okno. Izkoristili so višino stropa, dvignili posteljo in na ta način povečali kvadraturo prostora. Nekako se mi zdi, take stvari, ki te determinirajo, da moraš vsak dan hoditi v tretjem stropje, ne, je to zelo, samo rečeš hvala, tudi če se ti ne da. Ne. Ker v bistvu to je nekaj, kar moraš narediti. Ne. In dejansko te ohranja vsaj v nekem osnovnem ritmu, ne, gibalnem. To je super, ampak nekateri imajo pomisleke v smislu, ko je treba nek večji kos preseliti, kako omaro gor prinesti ali pa nov pralni pomivalni stroj. Kako je s tem? Ja, tle pristopijo prijatelji, ne. In pač zagrabo, ne, samo gor in niti ne vemo, da smo nesli, ne. V vašem stanovanju v resnici se ne moreš zrediti, ne? Ne. Delamo na tem, ja.